Spoštovana predsednica, evropski poslanci Nove Slovenije, delegatke in delegati, lepo pozdravljeni. Politika je najvišja oblika človekoljubja, pravi papež Frančišek. Strinjam se s to trditvijo in prepričan sem, da se tudi večina izmed vas. Za nami je dokaj naporno leto, v katerem smo imeli evropske, državnozborske in lokalne volitve. Nova Slovenija je tokrat dobila večjo podporo kot pred leti. Doseženi rezultati dokazujejo našo stabilnost, hkrati pa nam dajejo priznanje, da smo delali dobro in da smo na pravi poti. Črpamo iz naših slovenskih korenin in imamo odgovore za prihodnost naše države. Pri tem se opiramo na krščanske vrednote, za katere smo se pripravljeni tudi izpostaviti. Ne samo, ker verjamemo vanje, ker so naš temelj, ampak tudi zato, ker verjamemo, da le na takšen način lahko delamo za skupno dobro. Nismo in se ne bomo ustavili ob ovirah in neosnovanih kritikah, ki so se stopnjevale v dneh pred kongresom. Prepričan sem, da vse, kar delamo po svojih najboljših močeh in z dobrimi, poštenimi nameni. Mi nikogar ne obsojamo, pričakujemo pa, da nas bodo tudi drugi v demokratičnem duhu spoštovali, kot jih spoštujemo mi in pričakujemo, da bodo naše odločitve tudi oni sprejemali na spoštljiv način. S kom bomo sodelovali in na kakšen način bomo odločali sami znotraj stranke odgovorno in premišljeno. Živimo v državi, ki ni znala odpraviti bolečin rane svoje zgodovine. To nekateri še danes izkoriščajo za dnevno politiko. Senca preteklosti nam uničuje prihodnost. Nova Slovenija je zagotovo tista stranka, ki si vsestransko prizadeva za spoštljivo obravnavo preteklosti in popravo krivic. Kajti le tako lahko gradimo zdravo in neobremenjeno prihodnost. Končal bom z besedami blaženega škofa Martina Slomška, ki je dejal: dveh reči ne odlagaj na jutri, poboljšanja in dobrega dejanja. Vabim vas, da to storimo danes na tem kongresu in da skupaj, združeni v različnosti, nadaljujemo skupno pot. Zaupajmo v Novo Slovenijo. Hvala.